Včasih se je v obmejno vasico ob Hrvaški prihajalo na pripravljalne tekme, tokrat pa prvič s tekmovalnim nabojem. V prvi tekmi četrtfinala za pokal Hervis prvo uradno gostovanje za NK Maribor v Zavrču, ki je obhajal pravi lokalni praznik. Tribuna je bila polna, gledalci so zasedli tudi vsa mesta ob ograji, skupaj se jih je zbralo več kot 1000, čeprav kraj ne šteje niti 1500 prebivalcev. In kot je v pokalnih dvobojih pogost primer, je nižji ligaš storil vse, da bi presenetil favorita. Videli smo učinkovito predstavo s 6 goli in razplet brez zmagovalca. Če pogledamo njihovega prejšnjega nasprotnika, kako je tu na tem igrišču šel skozi, ni presenečenje. Tudi to število novinarjev veliko govori. Igrali smo s tretjeligašem, vendar imajo oni kvaliteto neprimerno višjo, tako da specifična tekma, v kateri ima nasprotnik tle na domačem igrišču res veliko energije in tudi znanja. Izkoristil je te protinapade, ki jih je imel, zelo dobro. Mi smo pa konec koncev iztržili ta neodločen rezultat, ki nam jasno daje veliko upanje za naprej. Po nizu zaporednih preizkušenj nekaj sprememb v mariborski začetni 11-terici. Na igrišče je v vlogi kapetana moštvo popeljal na igrišče Aleš Mejač. Prvoligaš se je takoj postavil v statusu primerno, s podjetnejšo igro in prevzemanjem pobude. Veliko je obetala že prva priložnost. Predložek z leve strani je poslal Trajkovski, Berič iz bližine z glavo ob desni vratnici. Ambiciozni tretjeligaš, ki se bo zlahka uvrstil v višji rang, številnimi igralci tudi s prvoligaškimi izkušnjami, pa je pot do podviga iskal z organiziranim branjenjem in hitrimi prehodi v napad. Gostiteljem je dobro uspevalo, prišli so do vodstva, ko je v tej akciji na desni strani Schneider brez obotavljanja podal kazenski prostor, kjer je ostal neoviran Lenart in usmeril žogo v mrežo. Vmes na drugi strani je obetavna situacija s prostim strelom prav na robu kazenskega prostora. Vlogo izvajalca je prevzel Velikonja, toda domači vratar je uspešno posredoval. Na krilih spodbudnega začetka za ekipo Zavrča pa povišanje vodstva. V vlogi asistenta Kuserban na njegovo podajo je v prazen prostor vtekel Murat in z zlopodarcem spravil žogo čez vratarja Radana v mrežo. Veselje v domačem moštvu in na tribunah, toda dolga je še bila pot do popolnega presenečenja. Mariborski odgovor za zaporednima poskusoma Lesjaka v kazenskem prostoru, končalo se je s kotom. In po kotu zadetek. Izvajal ga je Cvijanović, Filipović pa z glavo z udarcem od prečnika spravil žogo čez golovo črto. Kmalu zatem situacija, ki bi se lahko končala tudi drugače. Črnice v posredovanju Gabrovca v kazenskem prostoru obležal na tleh. Igra se je nadaljevala. Do odmora so še enkrat zapretili domači nogometaši. Marinič se je znašel v obetavni situaciji, prišel do dvoboja z vratarjem, toda Radan uspešnejši. Začetkom drugega polčasa se je začel tudi popoln preobrat. Pri tem poskusu Filipović proti Velikonji, ki je ustavil žogo za Beriča, ob njegovem udarcu proti desnemu kotu pa se je izkazal vratar Golob. Trenutki, ki so v Zavrču še bolj začeli verjeti v senzacijo, pa v 49. minuti. Po protinapadu in predložku Darmopila z leve strani v kazenski prostor je Schneider z glavo spravil žogo proti levemu kotu in v mrežo za 3:1. Po 7 minutah pa vendarle zmanjšanje zaostanka. Prodor Mejača je v kazenskem prostoru s prekrškom ustavil Murko, sodnik je takoj pokazal na 11-metrovko. Žogo je vzel in jo odnesel k beli točki Velikonja, nato pa zanesljivo zadel desni zgornji kot. Minuta z 11 metrov. Dosega drugi zadetek za Maribor Velikonja.
Bolj ko je šla tekma k koncu, bolj je ostal vtis, da ne bo ostalo pri tem rezultatu. Dogajanje se je povsem preselilo na domačo obrambno polovico, zvrstilo se je nekaj menjav in po vstopu s klopi je za izenačenje poskrbel Dragan Jelič. Velikonja je podal z desne strani, žoga pa se je po poskusu izbijanja odbila, tam, kjer je bil na pravem mestu Jelič in po spretnem odzivu neobranljivo premagal vratarja Goloba. S tem si je tudi izpisal lepo čestitko, na učinkovit način je proslavil spoštljivi jubilej, to je bil namreč 200. nastop otroka mariborske nogometne šole v vijoličastem dresu. No, sigurno, da je lepo doživeti v Mariboru 200. tekmo. Šel sem skozi tako dobre trenutke kot slabe trenutke, ampak v tem trenutku sigurno zelo pozitivno Liga Evropa in samo se lahko nadejamo, da bodo tudi ostali igralci prišli do te cifre. Povratni pokalni dvoboj z ekipo Zavrča bo 16. novembra, vmes pa sledijo nove velike preizkušnje. Prva že to nedeljo, ko bo ob 18. uri na sporedu derbi z Olimpijo. Za dvoboj vodilnih velja precejšnje zanimanje. Vidimo se v Ljudskem vrtu.